Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o angelskih sporočilih. Ker mogoče se vam dogaja, da vidite neke številke ponavljajoče, pogledaš na uro 11:11 ali pa zadnjič mi je ena gospa napisala 8:51. Kakšna sporočila imajo, da neprestano videvaš eno in isto. In to je tako, že ti zvoni, dej, strezen se, dejmo. In to so jasna sporočila. Zdaj, jaz sem si sprintala iz interneta, že leta imam to, vtipkala sem v Google angelska sporočila in sem pač sprintala. In vam bom zdaj razložila čisto preprosto, kako jaz razumem to ponavljajoča sporočila. Se pravi, ko vidim neko 000 ali pa vedno neke ničle, ali pa na tablici pred sabo, ki vozi avto pred mano 000, je sporočilo: Bog govori z vami. To je jasno sporočilo. Bog je tukaj, govori s tabo, poslušaj, umir se, vse je v redu. To je prvo. Zdaj pa naprej enka. Enka govori: ohranite pozitiven pogled. In če vidite več enic, to je sporočilo: vse, kar razmišljate, se ta trenutek s svetlobno hitrostjo spremenja v resničnost. In to je jasno opozorilo, kaj razmišljaš, kje si, o čem razmišljaš. In tisti, ki vidite 11:11 ali pa vedno 11 minut čez uro pogledate na uro, to je jasno sporočilo: ej, obrni se na pozitivo, to, kar razmišljaš, udejanjaš, to postaja. Zvonjenje je to, ja. Pa je številka 2. Vse je dobro in tako bo tudi v bodoče. Še naprej zaupajte in ohranite pozitiven pogled. Ko je 222, zaupajte, da se vse ureja natanko tako, kot je prav, in da bodo vsi vpleteni blagoslovljeni. Sprostite se in zaupajte. Se pravi, 222 je povezan s tem, da zaupajte v Božje vodstvo, da je vse v redu in da se bo vse uredil. Potem, ko vidite številko 3 ali pa ponavljajoče številke 333, deležni ste pomoči v nebovzetih mojstrov. Ponavadi tistega v nebovzetega mojstra, ki vam je najbolj pri srcu. Nebovzeti mojstri so recimo Marija, Jezus, potem Buda, potem je lahko tudi mati Tereza, na koncu spada med te, lahko se obrnete na Angela Mihaela. Tisti, ki vas najbolj pokliče, ni vezan to na nobeno vero. In recimo, zdaj vam še naprej preberem, ko vidite 333. Dobrohotni v nebovzeti mojstri vas obdajajo, varujejo, ljubijo in vodijo. To je številka 3. Potem 4. Angeli so tu, stojijo vam ob strani. Zagotavljajo vam, da so slišali vaše molitve in vam nudijo pomoč. In ko vidite več štiric, je to: angeli so tukaj, s teboj, obrni se, poslušaj, lej, samo prost za vodstvo. In pred kratkim sem govorila z eno gospo, lejte, ko sem jaz iskala prostor, kjer bom živela, nisem najdla nič pametnega in sem samo jasno dala sporočilo in sem rekla: vi mi najte, jaz ne najdem, najte mi, ne bom več iskala, ker vi vidite več. In v 2 mesecih sem prišla do te hiše, kjer živim. Lejte, neverjeten je, angeli nam želijo pomagati, ampak če mi ne slišimo, kako naj nam pomagajo. Prejšnji petek sem najdla na sprehodu 22 centov in jih poberem in rečem: hvala angeli. In dejansko sem razmišljala, kako bom plačala račune, se veste, korona, ne, delata svoje. In vam povem, toliko sem srečna. Pridem po nazaj in soseda je rekla: veš, imaš majčkeno popusta? Je rekla, da ne nikomur ne govorim, na najemnino. In v glavnem, za ta denar, kar je bilo popusta, sem kupila eno lepo mizico za na vrt. In nakar potem smo tankali olje in mi je sosed posodil in je rekel: bo že vrnila. In nakar me je oče poklical in je rekel: a rabiš kaj, jaz ti lahko pomagam. In potem sem dobila 2 računa plačana, tista, ki sem že skoraj da pozabila, in tisto sem rekla: upam, da enkrat dobim plačan. Sem dobila 2 računa plačana in po enem tednu mi že skoraj ostaja denarja.
Tako jasno sporočilo, zaupaj, vse bo v redu, angeli so tukaj, prost, povej, kaj hočeš, vse bo v redu. Samo zaupati je treba. Da gremo naprej na številko 5. 5, ko vidite same petice, nahajate se sredi pomembne spremembe, ki vam bo obrnila življenje na bolje, ampak ja, najprej na glavo. To je dejstvo. Pri vseh življenjskih spremembah je modro prositi za nebeško pomoč. In ko vidite same petice, na vseh področjih vašega življenja se odvijajo velikanske spremembe. Da bi le ti, kar se da, bile ugodne, pozitivno razmišljajte in se osredotočajte na molitev in na pozitivne afirmacije. Se pravi, ti, če si govoriš, zaupam, da bo vse v redu, to je pozitivna afirmacija. Če si pa govoriš, vse je v redu, vse je v redu, vse je v redu, vse je v redu, si pa zmerom bolj brez zraka in te panika zgrab. Zato dajte prej zaupam ali pa dovoljujem, da se zgodijo čudeži. Poglejte, v mojem življenju se dogajajo. A ni to krasno? Verjemite mi, tudi v vašem se bojo in ena stvar, kar morate spustiti, je zamera, da ščiste svojo dušo. In bolj kot imaš čisto dušo, večji kanal imaš s stvarstvom in več, ko imaš večji kanal, več preteka. Tako enostaven je, zato je tako pomembno ta ego počistiti stran. To, kar vam govori, ne bo ti šlo, ne bo strah, kako boš plačal, kako boš preživel, kako bo... Tihan, jasno dajte reči, dosti je bilo. Tihan, tebe ne poslušam več, negativski ti sedi na tej rami. In začnite moliti. In začnite moliti. Vem, da zdaj razmišljate, kaj oče naš. Ja, lahko. Lahko oče naš molite. Ampak ga molite, ne drdrejte. In zmolite vsako besedo in boste videli, kakšno moč ima. In molite naprej. Pomen zdrave Marije. Dajte, ženska, ki je milosti polna, je polna blagoslova. A ste slišali? Ženska, ki je milosti polna, se pravi, si ti tista, ta prva, ki si milosti polna. Si polna blagoslova in vsi, s katerimi prideš v stik, so polni blagoslova, ker gre to preko tebe naprej. To je molitev. Molitev ni drtranje. Molitev je za moje pojme tišina. Tišina vsem noter, da se zavedaš, kaj občutiš. Ali pa jasno vprašaš, kakšno sporočilo je ta trenutek za mene. Mogoče vzamete karte in jih premešate in rečete, stvarstvo, kakšno sporočilo je ta trenutek za mene. In preberete sporočilo, naslednji korak. Meni pripada sreča, zaslužim si jo, zaslužim si ljubezen, zaslužim si izobilje vsega dobrega. In potem se oglasi ego, pa reče, nevarnost. Nimaš, ne da se, izmrzneš. Pa angeli ti sporočajo, naslednji korak. Tebi pripada, vse bo v redu. Poskrbljeno bo, denar bo prišel. Ti moraš narediti korak. Je težko, vem. Govoriti radost. Daj začni vriskati. Daj naredi kakšno traparijo. Daj se pa naredila. Mora biti vse pošlihtan. Daj kdaj pust sune, se glih, ko bojo preživeli. Mogoče bi pa kdaj kdo lahko drug namesto tebe napolnil stroj. A si ti perica pri vaši hiši? Ja, ne, vsi ostali so nesposobni, ne znajo niti v stroj naložiti. Prav imaš. Se strinjam. Vsi ostali so nesposobni in ti si edina, ki pa lahko služiš vsem. Se strinjam. Ali pa kdaj kakšno stvar pustiš in dovoljiš, da kakšen drug naredi in ti njeno traparijo narediš, zato ker si ti boginja. A imam nore ideje, vem. Vem, da imam nore ideje, pa si sam življenje. In edina stvar, kar šteje, je radost pa veselje. Angelski glas. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. Sebi sem mirna, zato lahko slišim vodstvo. In pojmo naprej, številka 7. Nahajate se na pravi poti in končni izid bo presegal vsa vaša pričakovanja. Dano vam je znamenje,
da vas božanska moč podpira in odpira vrata priložnostim. In ko vidite same sedmice, je jasno sporočilo, končni rezultat bo presegel vsa vaša pričakovanja. Tukaj si na pravi poti samo sled. Nehaj držati ročno zavoro, sled temu, ker bo vse v redu. Gremo naprej. 8. Število ponazarja obilje in blaginjo, torej neomenjene prilive denarja, časa, zamisli in vsega, kar potrebujete, zlasti za izpolnitev vašega življenjskega namena. Vidite, obilje vsega, teh karti je 88, neskončni pritok vsega dobrega, neskončni pretok vsega dobrega, ko si ti v povezavi in pozitivi. In 9, takoj se lotite dela glasnik loči. Izpolnili ste vse pogoje za izpolnitev svojega življenjskega namena, prenehajte se obotavljati, nastopijo čas za dejanja, za začetek bodo koristili že majhni koraki. In ko vidite same devetice, to sporočilo ponazarja zaključek pomembnega poglavja v vašem življenju, zato je napočil čas, da se brez obremenjevanja posvetite naslednjemu življenjskemu poglavju. To število je podobno budilki, ki vas želi z glasnim zvonjenjem predramiti, da se lotite izpolnjevanja svojega življenjskega namena. Ste slišali? Začni, nič drugega. To, kar te vleče, to, kar je glas, to, kar ti angeli sporočajo, jasno povej, kaj želiš, kam želiš. Ja, moraš vedeti, kam želiš. Imaš neko vodstvo, veš, kaj je tvoj talent. Veš, kaj je tvoj talent. Tukaj boš imela zadost denarja, da boš preživela s tem svojim talentom. Boš videla? Zadost denarja, da boš preživela. In zato se osvobodi starih vzorcev, se zgodi z nekim namenom in ta zadnja je prišla noseča boginja in ta noseča boginja ima v sebi zametek novega življenja in zdaj gnezdi in pripravlja prostor za to novo življenje. In tudi takrat ponavadi, kar spomnite se, tiste, ki ste mame, veste, kako je bilo, ko prihaja dojenček, kar naenkrat je prostor, je čas, je vse, kar prihaja novo bitje. Čeprav prej ni bilo prostora, niti časa, niti denarja, nobene stvari. In potem vse je. Ena stvar, kar sem jo prav glede tega poslušala v mladosti, vedno so mi doma rekli, Minka, samo splava ne delati, če Bog da, življenje da tudi žlico. In glejte, vam je dal Bog življenje in verjemite mi, da vam je dal tudi žlico. Dal vam je tudi žlico, s katero vas bo nahranil. Zato zaupajte, imate angelne, imate stvarstvo, vse bo v redu. Zaupajte.